Nadaljujemo s naslednjim prispevkom. Pripravila sta ga Marjan Gujtman iz Ministrstva za kulturo in pa magister Aleš Klemen, Mestne knjižnice Ljubljana. Vloga splošnih knjižnic v kulturni politiki EU. Aleš, izvoli. Hvala lepa, se opravičujem v imenu Marjana. Žal se nam ni mogel pridružiti, ker ima druge obveznosti bolniške. Bom jaz čisto na kratko predstavil tematiko, ki ni toliko ciljana na strokovno javnost, kot je namen, da je v bistvu neke vrste zagovorniška aktivnost, ki bi lahko dolgoročno pomembno vplivala na finančni izplen oziroma prepoznavnost splošnih knjižnic v evropski politiki. Zdaj, zakaj gre? Najbrž veste, da obstaja na evropski ravni tudi delovni načrt za področje kulture, torej katere so tiste strateške usmeritve, ki jih Evropska unija, katerim daje Evropska unija, ko bi rekel, prioritete oziroma kaj je tisto, ko v določenem obdobju želijo posebej izpostaviti na področju izobraževanja, kulture in pa športa. Zdaj, delovni načrt je stvar sveta Evropske unije, kjer se na ministrski ravni združujejo določene interesi znotraj Evropske unije in kjer se tudi določa, kateremu področju, na področju izobraževanja in kulture se bo namenjalo tudi določena sredstva in poseben poudarek v drugih dokumentih. In tako da vključitev v dokument delovnega načrta Evropske unije za kulturo je ključnega pomena za to, kako bojo financiranja potekala v naslednjem strateškem obdobju. Torej, aktivnosti za vključitev splošnih knjižnic, o čemer pa želim danes jaz govoriti, tudi v imenu Marjana, pa so začele v bistvu se izvajati tam nekje v drugi polovici leta 2022, ko se je zaključeval prejšnji delovni načrt, v katerem prednostne naloge lahko tukaj vidite navedene. In knjižnice pravzaprav izrecno kot take nismo bile posebej omenjene, smo bile samo del neke manjše podteme pri koheziji in blaginji, takrat tam, kjer se je govorilo o področju državljanstva, vrednot demokracije in posledično recimo tudi v kakšne manjše finančne strukture, ki se navezujejo na podporo informacijam, demokraciji, evropskim vrednotam in tako naprej. Ampak poleg vseh drugih deležnikov, ki obstajajo v tem evropskem okolju. Zdaj, češko predsedovanje, ki je ravno sovpadlo s časom takrat, ko so se določale prioritete, je prineslo željo potem, da se vključi noter knjižnice. Tukaj je bil čist parcialni interes predstavnikov češkega predsedovanja, da se vključi noter tudi knjižnice, tudi na podlagi zelo uspešnega lobiranja zagovorniške organizacije Public Library 2030 v sodelovanju z Eblidom. Na tem slajdu vidite dva precej ključna dokumenta, ki sta že v zadnjih letih vplivala na to, kako smo vidni in kako nas Evropska unija, se pravi splošne knjižnice in knjižničarstvo nasplošno, vidi znotraj svojega ustroja. Zdaj, prva priporočila Generalnega direktorata za notranje politike s področja kulturnih politik se je v bistvu rezultiral v tem, da je precejšen pomen pridobila prej omenjen Public Library, takrat še 2020, potem pa 2030, ki je postal sogovornik z Evropskim parlamentom, ravno na podlagi poročila, ki je bil pripravljen, zakaj knjižnice smo pomembne v evropskem okolju. Drugo je pa še nekaj širši dokument, se pravi priporočilo Odbora ministrov državam članicam o kritičnih zakonodajnih politikah, ki pa je bil sprejet v lanskem letu, in sicer na širši ravni sveta Evrope.
ne Evropskega sveta ali pa sveta EU, in tudi daje nekje priporočila, kaj lahko knjižnice doprinesejo v evropsko okolje. Torej, ko smo se pogovarjali, ko se je dogovarjalo, katere bojo ključne usmeritve za naslednje strateško obdobje, se pravi od leta 23 do 26, pri kulturni politiki Evropske unije, so bile začrtane tukaj nekaj prioritet, ki jih imamo naštetih, zakaj je pomembno poudarjati knjižnice v vseh segmentih kulturnega delovanja Evropske unije. Od tega, da skrbimo za to, da se širi demokracija, da se naslavlja različna problematika, ki je bila zelo popularna ravno v obdobju, ko se je pripravljal ta strategijo, se pravi napad na demokracijo, napad na informacijske vire oziroma dostop do pravih informacij. Knjižnice smo se želeli izpostaviti kot kulturna središča demokracije, torej vse tisto, kar želimo in kar posebej poudarjamo v svojem strokovnem okolju. Nikoli pa ni bilo ustrezno to izpostavljeno na evropski ravni. Nazadnje, saj kot so mi kolegi razlagali, je bilo to pred 20 leti ali pa še več. In zdaj za novim strateškim načrtom oziroma resoluciji sveta o delovnem načrtu EU za kulturo za obdobje 23-26 so bile znotraj 4 prednostnih področij en izmed ukrepov posebej izpostavljena vloga knjižnice. Torej, znotraj kulture za ljudi, kjer želijo nasloviti kulturno udejstvovanje in vlogo kulture v družbi, so uspeli kolegi iz Eblide, iz Public Library 2030 in pa ustrezni predstavniki, takrat predsedujoči svetu EU, izpostaviti, da so knjižnice morajo dobiti posebej besedo, poseben, kot bi temu lahko rekli, strateški cilj, ki mora imeti na koncu nek rezultat, torej nek odgovor na to, kako vključevati knjižnice v kulturno politiko Evropske unije. Vloga knjižnic je bila zamišljena, da se bo obravnavala znotraj tega strateškega obdobja preko nekih manjših delavničnih aktivnosti. Recimo ena taka delavnična aktivnost je bila ravno na zadnji konferenci Eblida, ki je potekala mesec dni nazaj, mesec pa pol v Lizboni, in kjer so že delovni organi, ki so zadolženi za to, da vodijo celotno debato o vlogi knjižnic v evropski politiki po letu 2027, že nekako iskali skupen konsens širše strokovne javnosti o tem, kaj bi moralo biti posebej izpostavljeno z področja splošnih knjižnic. Drugo orodje oziroma drug pristop k pripravi smernic oziroma na koncu bo pripravljeno poročilo o tem, kaj mora Evropska unija narediti, da bojo knjižnice bolj uspešno vključene v evropsko kulturno politiko, pa je ustanovitev tako imenovane skupine za odprto metodo koordinacije. Zdaj, to orodje je prisotno v evropskem okolju že četrt stoletja, od leta 2000, in je namenjeno delovanju na področju tako imenovanih mehkih evropskih politik, torej področju zaposlovanja, izobraževanja, kulture, in kjer se predstavniki evropskih držav, se pravi predstavniki Evropske unije, držav članice Evropske unije, sestanejo in skupaj pripravijo nek strateški dokument, ki je izhodišče za kakršnekoli kulturne politike na obravnavanem področju. Podobno je bilo tudi za področje knjižnic. Torej, posamezna ministrstva članice Evropske unije so bila pozvana, da imenujejo predstavnike
predstavnike člane v to skupino. Zdaj maksimalno sta lahko 2 predstavnika, v primeru Slovenije celo sva 2, spravi prioritetno mora biti seveda to predstavnik Ministrstva za kulturo oziroma ministrstva, ki je pristojno za kulturo v neki nacionalni državi. Jaz sem pa tukaj zraven vključen kot član, predstavnik NAPL foruma za Slovenijo in pa kot predsednik strokovne komisije za klinično dejavnost pri Ministrstvu za kulturo. Zdaj, ostali člani, seveda prioritetno predstavniki ministrstev, pogosto se tam srečujemo tudi s kolegi, ki so na ravni Blide zelo aktivni. Torej, znotraj teh manjših skupin se sestanemo, je zamišljeno, pač prav koncept te skupine za odprto metodo koordinacije je, da v leto in pol preko 6 delavnic, ne vem, zakaj so 6 postavljeni, ampak tako nekako imajo spostavljen koncept, se sestanejo in znotraj manjših podskupin izpeljejo pripravo celotnih priporočil. Zelo zaželjeno je povezovanje tudi z drugimi, predvsem zunanjimi strokovnjaki, kot so recimo raziskovalci, predstavniki nevladnih organizacij, civilne družbe, relevantnih strokovnih mrež in tako naprej, zato da bi bil ta dokument čim boljša predstavitev kulturne krajine, tako na nacionalnih ravnih, kakor tudi na ravni Evropske unije. Zdaj, kot sem že omenil, naš mandat je postavljen glede na prednostno nalogo B, kultura za ljudi, kjer je potem tudi izpostavljena, v bistvu, ko bi rekel, nekje usmeritev, kaj naj bi mi v svoj dokument zapisali. Torej, da znamo utemeljiti, zakaj smo knjižnice ključne za demokratičen, socialni, kulturni, izobraževalno okolje Evrope na vseh ravneh, kako delujemo participativno, kako delujemo za različna okolja, kaj naredimo za to, da sprejemamo raznolike skupine, kako zagotavljamo pluralen dostop in zanesljive informacije in pa raznolike vsebine, predvsem pa, kaj naredimo za graditev demokracije v svojih državah. Torej, to dosežemo predvsem preko pregleda, ki so ga opravile razne podskupine. Trenutno so vzpostavljene 3 podskupine. Prva je namenjena temu, da naredi pregled tega stanja, politik in stanja v posameznih državah. Zdaj, tukaj se naslanjamo na različne podatke, od statističnih podatkov, ki jih države beležijo znotraj nacionalnih držav, do tega, kaj so prikazale razne raziskave, kot je tudi PISA. In kaj smo knjižnice že naredile na tem področju in predvsem, kaj bi lahko naredile, če bi imele boljšo podporo tudi z strani različnih financerjev. Prioritetno tukaj le strani raznih evropskih nosilcev oblasti, se pa seveda ta dokument uporablja tudi za prenos na nižje regionalne, nacionalne, lokalne, malo manj ravni. Zdaj, druga podskupina, tista, ki je najbolj ključna, je predstavitev vlog knjižnic v družbi. Tisto, kar sem že govoril, se pravi, katere so tista, kaj mi že počnemo kot knjižnice, zakaj smo mi tisti gateway to democracy za svoje lokalno in tudi širše okolje. In tukaj bodo prišle v poštev tiste predstavitve dobrih praks, kjer bomo z Marjanom seveda povprašala tudi, poskušala vključiti tudi čim širšo mrežo kolegov iz splošnih knjižnic, da najdemo čim boljše prakse tudi slovenskega okolja, ki bi lahko prišle v poštev za to zaključno poročilo. Zadnje je pa seveda tisto, naše želje, potrebe knjižnic, zdaj na področju infrastrukture, kadrovskih virov financiranja, katere izzive vidimo predvsem na področju potreb knjižničnega osebja, zato da bomo lahko tudi v letu 2030 konkurenčni vsem ostalim, ki se želijo uveljaviti kot tisti
ključni informacijski nosilci oziroma tisti, ki zagotavljajo dostop do informacij in pa s katerimi družbenimi izzivi se predvidevamo, da bomo morali soočati. In spet tukaj le pride v poštev umetna inteligenca in pa spremembe demografske spremembe. Poročilo, kot omenjeno, po letu in pol, torej nekje v drugi polovici leta 2025, v njem bodo priročniki, orodja, možnosti financiranja, predvsem tukaj le ciljamo na možnosti financiranja v okviru finančnega okvirja Ustvarjalne Evrope, ki je zelo perspektiven za ciljno financiranje knjižnic. Zdaj, če pogledate, kako so te stebri pri Ustvarjalni Evropi, znotraj kulture smo zelo nasplošno noter zapisani. Želimo, da je jasno knjižnice noter vključene, tudi na področju medresorskega in strokovnega povezovanja. Tukaj pa vidi predvsem interes Blida, ki si želi tudi financiranje svojega delovanja preko teh sklopov Ustvarjalne Evrope. Zdaj, kaj je bilo že do zdaj narejeno, recimo preko teh tako imenovanih OMC skupin? Na področju branja je bilo pripravljenih nekaj poročil, nekaj priporočil, predvsem v elektronskem okolju in pa za delovanje v medkulturnem, medjezikovni družbi. Tukaj še nekaj primerov poročil, ki so jih pripravile prejšnje skupine, če vas zanima, kaj naj bi na koncu mi sproducirali. Bi pa izpostavil za na konec še trenutne aktivnosti, ki jih Evropska komisija v imenu vseh deležnikov vodi. Zdaj, eno je bilo pomembno poročilo prihodnosti evropskega knjižnega sektorja, kjer so seveda knjižnice bile posebej izpostavljene. In pa še ko bi rekel, spet nek promocijsko-zagovorniški element, kjer si želi Evropska komisija prikazati, da vseeno nekaj pa dela na bralni kulturi, bralni pismenosti. V lanskem letu so vzpostavili tako imenovano pobudo Dan evropskih avtorjev, kjer pa ciljajo predvsem na mlajše generacije, kjer jih želijo povezati v širšo evropsko družino, se pravi, ozaveščati o tem, da bralna kultura pravzaprav niti nima meja in da za boljše razumevanje družbe in za večje povezovanje in za širjenje bralne kulture je pomembno razumevanje tudi evropskih avtorjev in evropske pisne dediščine. Ne vem, če sem bil dosti razumljiv, ker si pravim, to je tako zelo politična zadeva. Naš glavni namen je, da povemo odločevalcem, tisti, ki imajo denar, zakaj morajo knjižnice še posebej podpreti. Super. Jaz si želim, da boste čim bolj uspešni. Jaz tudi. Mogoče kakšno vprašanje za Aleša? Ne? Potem se ti pa, Aleš, najlepše zahvaljujem.